pozdravljeni. Velikokrat se zgodi, da me kakšen od naših gostov zastrupi in sicer zastrupi s svojim znanjem. In dajmo se spomniti Mihe Ogrina, ki je sicer terapevt medicinske masaže oziroma medicinski maser, kako nam je pokazal, kako si moramo ženske dati modrc gor. Jaz sem zmogla celo kolekcijo zamenjati, ker nisem imela ustrezne velikosti, pa tukaj imeti šal, pa tako in tako in tako. In sprožile so se neke napetosti v mojem telesu, ki pa jih zdaj ni več in sem mu zato zelo hvaležna. In zdaj, ko grem kam recimo na pijačo ali pa kakorkoli, pa vidim druge, kako ženske, kako še tega ne vejo in pol jih tam cukam za rokav, pa jim rečem, dej, poglejte si tale posnetek, oziroma priporočam Miho Ogrina, ki pa je danes prav tako v naši družbi. In o čem bomo pravzaprav govorili? Ja, se veste, o tistem, ki ste pri 20 in nekaj letih mogoče kam padli, pa se vam je zdelo, ne, se je v redu, ampak v odrasli dobi ali pa še kasneje pa pride do tistega obračuna. Kot pravi stara modrost, starost vpraša, kaj je počela modrost. In tudi, če se mi ne spomnimo, tudi, če mi tega ne vemo, on ve, verjemite mi, on potem to zve. Hvaležno pozdravljena, dobrodošla oba dva. Kako veš? Kako veš? Jaz ali pacient? Ti, kako veš, da je recimo človek, ki je imel 20 in nekaj let ali pa kakorkoli že, da je, ne vem, ali padel na trtico, ali ne vem, grobo padel na hrbet ali pa kakorkoli? Pozna se skozi tkivo. In sicer, ko primam mišico, vem, na katerih koncih so preobremenitve zaradi statike, ki so lahko psihosomatske, in tam, kjer vse to odstopa, oziroma se čez čas pokaže bolečino na en prav poseben način, takrat vem, da je to ena stara poškodba. Praviloma 4 do 5 let po poškodbi se taka stvar začne kazati. Se pravi, tisti trenutek, ko se vstanemo, mislimo, da je to v redu, zdaj, če hodimo, pa to pomeni, da je okej, ampak šele kasneje pride dejansko do tega, da začne razvijati. Gospa Zdenka, midva sva se spoznala na enem predavanju in imate zelo zanimivo zgodbo, vi ste pa padli na rit, po domače povedano. Tako, jaz sem na svojem delovnem mestu padla iz 3-metrske višine na asfalt, na rit, imela sem zaboj steklen kradenske v rokah, odpeljali so me na urgenco, kjer so mi povedali, da imam zlomljeno trtico, to je bila diagnoza, poslana sem bila domov. Čez leta so se pa začele večje težave, pokazali se je po raznih preiskavah, raziskavah, da je bila medenica premaknjena, hrbtenica v eno smer zamaknjena, čeljust, skolioza desnega kolka se je pojavila, kolki naven postavljeni, zategovanje v kolenih, zategovanje v tetivah, zategovanje normalno tudi po nogah, celemu telesu, ramena. Iskala sem razne rešitve in sem lansko leto poleti spoznala Miha pri mojem očetu doma, ker je imel oče zelo hude zdravstvene težave, bil je nepokreten, imel križ v bistvu zelo poškodovan in ga je brat našel na internetu in tam sva se spoznala, pogovarjala sva se o očetovih težavah, o mojih težavah. In takrat sem vedela, da je mojster svojega dela in da ve, kaj govori in da ve, kaj dela. Je pomagal očetu? Je pomagal. Vam pa tudi očetno, a ne? Ja, seveda. Odlično. Trd oreh je bila? Ne, zame ni noben. Trd oreh je tisti, ki je pač nekaj tako fiziološko, ali pa ne vem, zaradi operacije tako prikrajšano, da se ne da rešiti težavo. No, ampak naštela je kup enih težav, skolioza kolkov, sploh nisem vedela, da kolka lahko ima tudi skoliozo, ne? Ja, tako mi je bilo povedano. Skratka, kup enih takih in drugačnih stvari, ampak medicinska masaža, ali lahko pomaga pri vseh teh težavah? Razvil sem svoje 2 vrsti in sicer eno je to, da se vezivno tkivo sprosti, drugo se pa potem odpravlja ali napetosti, katere so pridobljene z preobremenitvijo, druga je pa te varnostne, to, kar ste me prej vprašali na začetku, za ta spomin. Govori se, da imajo mišice spomin, ampak ja, gre v tej smeri in to se da odpraviti. Gotovo se na kakšen način lahko to sprostim. Danes nam boste zaupali nekaj najbolj takih težkih primerov, da bodo ljudje pravzaprav videli, da brez nekih hudih farmakoloških pripravkov in nekih hudih operativnih posegov, da bi rezali telo in vstopali vanga, da se da urediti. Ja,
Seveda, z veseljem povem. Več kot očitno, ne? Ja. Kateri je bil najtežji primer, ki se ga mogoče spomnite? Sicer je treba povedati, izobraževali ste se v Švici Tako je. in verjamem, da so že tam postregli s kakšnimi težkimi primeri. Ne, potem, ko sem šel pomagati prijatelju v Švico, s tem, ker imel preveč dela, sem hodil še 2 leta njemu samo v petkih v Cirih. In sicer tam je bila ena gospa, ki je imela, takrat, ko je prišla do mene 13 let nazaj, poškodbo z žogo. In sicer žoga je preletela v glavo, nihajna poškodba vratu. Zgodilo se je pa to, da po 13 letih težav, 50% dela, 50% je plačevala zavarovalnica, se je zavarovalnica odločila, da teh nihajnih poškodb ne bo več krila polovico delovnega časa in je mogla najti rešitev. In so dali časa 1 leto in so v bistvu v ta tretji terapiji sprostila toliko, da lahko začela normalno živeti. Prej pa vsak obisk terapeuta, s tem, ker je ni znal voditi, je prišlo do tega, da se je stvar samo še poslabšala. In sicer do te mere, da je mogla za 2 do 3 dni odpovedati, ker je frizerka, odpovedati svoje stranke, zato da je lahko zaradi bolečin prišla k sebi. Ni mogla imeti svetlobe, preobremenitev dela je šlo v glavobol oziroma v migreno. Imela je mir je rabila, temo nikamor ni hodila, po tistem se je razcvetela. Tako da rabila sva sicer 9 mesecev, da se je naučila funkcionirati na nov način, ampak je uspelo. Se pravi, se da, vse se da, če se hoče. Ja, kakšen odstotek res ne gre, ampak večino pa. Ali obstajajo ravno ti primeri, ko človek nekaj recimo, ko nekaj naredi zase, pa misli, da dobro naredi, pa na koncu je v bistvu še slabše. Mislim, da se tega vsi bojijo, ne? Ja, v bistvu gre v tej smeri, ja. In sicer ta varnostna napetost se zgodi takrat, kadar se sklep hitreje premakne oziroma odpre, kot ga mišica zmore. Takrat pride v varnostno napetost. Tam nekje 2/3 mišice zakrčne, 1/3 je prožne in dokler ne obremeniš še tiste tretjine, toliko časa se ta stvar ne pokaže. Zdaj pa ali to odprtje sklepa ali pa lahko recimo zlom kosti. Tako da poudarec recimo pri rebrih, kakšne prometne nesreče, tam ostane tudi ta zakrčenost, ki se lahko med rebri kaže z krči na točno določenem področju. Velikokrat ljudje govorijo o tem, da ko so doživeli neko poškodbo, karkoli pa že, da niso čutili sprememb samo na nekem fizičnem nivoju, se pravi, ne vem, da ne morejo dati čisto roke gor ali pa kakorkoli, ampak tudi na čustvenem, na psihičnem delu. Ja, 2 stvari sta. Eno je to, da ne moreš dihati, če govorimo, da je kjerkoli okoli reber oziroma trebušne prepone. Druga stvar je pa to, da je bolečina oziroma ta moteč faktor tako intenziven, da te enostavno ne da omejujete pri razmišljanju, pri čutenju, ker imaš konstantno bolečino, ki je prisotna. Tako da, zato. Pri samem tem dihanju, bojda imate nek primer tudi gospe, ki je imela težave z meno. Kakšno ima pa to vezo? Mena pa medicinska masaža? Zakrčenost trebušne prepone zaradi ene stare poškodbe. Sem sprostil trebušno prepono, povečala se aktivna kapaciteta pljuč in je v 40 minutah zadihala na polno in s tem lahko kontrolira, če se recimo zgodi potem, da ima preveč, da začuti te vročinske valove, lahko z dihanjem v trenutku bo pravi stvar. S tega lahko odpre prsen koš, prej ga pa na primer ni mogla. Gospa Zdenka, kako ga bova midva zdaj opisala? Da ima čudežne roke ali prijeme, en vzdevek mu morava dati? To so ga že ostali opisali z zlatimi rokami, s čudežnimi rokami. Jaz pa pravim, da uči resnico. Pravo resnico, kako je treba funkcionirati in kako dejansko smo lahko sproščeni. In potem tudi se znamo sprostiti med delom, kljub temu, da imamo obremenitve, stres, jaz delam v prodaji stresno, ampak zdaj, po njegovih terapijah, ja, se znam sprostiti, ker me je naučil popolne sprostitve. Mene je zadnjič naučil, kako moram imeti roke postavljene, in sicer takole, da počivajo. In tukaj se zdaj spomnim, ka neki krilim z rokam, pa se spomnim, v redu je, relax, v redu je, sprosti se. In je seveda popolnoma drugače. Vaš proces je bil malce daljši, ker je telo bilo kar prizadeto na različnih koncih, s čim pa sta vendarle začela? Začela sva na začetku s telesom, prva terapija spodnji del telesa. Trajala je več kot uro, bilo je boleče, bilo je veliko av. Pekoče mogoče bi reči. Pekoče tudi. Vmes mislim, da se je Miha zelo matril z mano, da se mi je on bolj smili, kot jaz sama sebi.
Imela sem pol tudi muskelfiber, ampak se je splačalo, ker zategnenosti, občutki, da si poselotejpan, so minili. Ni bilo več bolečine v križu, ni bilo več zategnenosti v kolenih, v gležnjih. Minila je ta neprijeten občutek v desnem kolku. Potem sem se zmenila še za zgornji del. Mi je naredil v drugi terapiji zgornji del. Tam ni bilo toliko pa ni bilo toliko muskelfibra pol, je bilo lažje. Ampak zgodila se je ena druga zanimiva zadeva, ki jaz pravim v narekovajih čudež. In sicer med obema terapijama sem se jaz začela tresti na mizi kot šiba na vodi in šklepetati z zobmi. Zakaj? Zato, ker v bistvu jaz sem sprejela za naravno stanje, da si popolnoma v krču, da si skozi napet kot elastika in to ni prav, da je to telo sprejelo. In potem v bistvu se je pač tak odziv telesa pokazal, Miha me je usedel, takoj mi je dal kozarec slane vode, da sem spila, še enega prinesel, sem še enega spila in potem sva se začela pogovarjati, zakaj je temu tako. Najdla vzroke in potem me je povabil na terapijo popolne sprostitve. To je bila moja tretja terapija. Prišla sem se ulegla oblečena na mizo, malo me je bilo treba še pokrivati in mi je pokazal, kakšno je stanje popolne sprostitve in to znam tudi danes med delom uporabljati. Iti se odklopiti, za 10 minut prideti nazaj in delati naprej. Mene tudi nauči to. Mene tudi nauči to. Ker jaz, zdaj bom malo zašla, ne? Ampak jaz recimo že numerološko, ki mi je naredila in ki me pregledujejo ljudje po vseh teh zadevah, mi zmeri rečejo, ti si eden izmed unih ljudi, ki se ne zna sprostiti, v tem smislu, da ves čas delaš in sploh ne čutiš, da si izčrpana zaradi tega, ker ti je pač fajn, ne? In mislim, da ne samo jaz z mojo numerološko in astrološko karto, ampak tudi ostali ljudje se ne znamo sprostiti. In pa pridemo čist zakrčeni. In zadnje sem brala modrosti enega zenovskega budista, ki je rekel, da mi nikoli nismo doma. In naš prvi dom je v našem telesu. In če mi nismo v našem telesu, nismo doma in nismo sproščeni. Tudi če prideš dejansko domov in da če se tega naučiš, si lahko dejansko v službi, za trakom, kjerkoli pa že in greš domov, nazaj v svoje telo. In to je točno to, o čemer govorimo. Res je. Mi imamo motoriko pa senzoriko, ne? Nekaj se ustrašiš, zakrčeš telo, ker dolgo časa zakrčen zaradi enih procesov, se telo zlep, ne? In ti ves čas dobivaš te impulze nazaj. Ne? In nemir je recimo napetost muskulature, ki je ne prepoznaš, ne? Ampak jo čutiš kot nemir. In zdaj sprostiti telo do te mere, da napetost na mišicah uplahne, se nemir umiri. Ne? Zdaj se treba sam skozi to naučiti voditi in je to to. Potem glava zakrči telo, dokler telo ostane zakrčen, govoriva z leti, ne? Toliko časa se ne moreš umiriti in šele, ker telo lahko zares sprostiš, je to to. Telo ima svoje varovalke. Jaz sem šel v tej smeri, da jih prepoznam in da jih spoznam. In ko sem jih spoznal, je to zdaj vse z mezince. Življenje je lahko. Yep. Super, četrtek ob 7 zjutraj, ne? Se veselim tega. Zdaj, medicinski maser, medicinski terapevt, ampak gospa Zdenka je pa vmes govorila tudi, da so se pogovarjala, se pravi tudi pogovor za to, da se najdejo vzroki neke napetosti v telesu, je tudi to del tega? Ja, gre za to, da prepoznamo, tako kot sem prej omenil, to je stvar statike, ne? Recimo, če stojiš na eni nogi z bokom malo bolj navzven oziroma naprej pa v stran, se tam ene napetosti pojavijo in jih imaš, ne vem, 30% več časa kot na drugi nogi, bo delalo to težavo. Kaj bi lahko še rekel? Tako, ko smo zadnji šli skozi prsne mišice, ten vleka ramen naprej ali pa navzgor, je pa pač stvar psihosomatike največkrat. In potem se te stvari skozi točke, oziroma skozi strukture, kjer se pojavlja, na način napetosti, ki jo prepoznam s podprsti, ki jo zelo težko opišem, ampak se skozi to lahko gibljem in ugotovim, s kje prihaja. In potem gremo, narobe stojiš, je treba tole popravljati, oziroma kadar govoriš, stoj na obeh nogah, zato da se ti to ne bo pojavilo. Posledice so lahko bolj izražene vene na nogi, zaradi stanja na eni nogi.
Meča so lahko recimo na eni strani bolj zategnjena kot na drugi zopet. Meča nas držijo zato, ker je ravnotežje, meča nas držijo zato, da se nas vrnemo naprej. In če smo nagnjeni preveč naprej, nas morajo meča cel čas držati. In potem, če jaz vlečem telo nazaj, bom malo sprostil, tako da, to je to. Preprosto se sliši. Ja, se je. Ampak, kar jaz vidim, da ljudje ne vemo, kaj delamo. Ne vemo, kako stojimo, ne vemo, kako sedimo, ampak, jaz sem recimo to videla, ko sem šla gledati posnetke nazaj, nekaj časa skozi sem imela nekako, ne vem, na nek način nogo, Potem, ko šele vidiš, opaziš. Je bilo tako tudi pri vas? Ja, to se naučiš. Dejansko, tako kot ste prej rekli, telo naj bi bil tempelj naše duše, to je moja filozofija. Jaz sem naredila 2 bioterapevtske šole, pa nič ni delovalo. Dej mediteri, so mi rekli, kako naj meditiram, če sem totalno v stresu, če sem totalno poselotejpana. Ne moreš, Dej pozitivno razmišljaj, to še dodaten stres predstavlja v meni. In dejansko, ja, potem se naučiš. In naučiš se umiriti tudi v umu in naučiš, ko se to naučiš, lažje komuniciraš. Komunikacija se ti spremeni, zamenjajo se ti tudi nekateri ljudje. Negativni odidejo, bolj pozitivni pridajo. Z bližnjimi lažje komuniciraš, oddajaš bolj mirno frekvenco, ker nimaš več notranjega nemira. Nič te ne veže, nič te ne... Enostavno sprejmeš to stanje sprostitve v telesu. Kakor zgoraj, tako spodaj, kakor zunaj, tako znotraj, pravi modrost. Se pravi, če smo mi zunaj našega telesa v ravnovesju, potem dejansko lahko postanemo tudi znotraj in obratno. Obratno je, da od znotraj navzven je gonilo, ki nas pravi v tisto, kar ne želimo biti. In takrat, kadar smo spravili tisto, kar je zunaj v krč, se tudi glava ne bo sprostila. Zato je, moje izhodišče je bil to, da so vse stvari enostavne in preproste. In sem prišel do tega, da je tako res z lahkoto kontroliraš svoje telo, se te lahko odnese za uro, 2, 3. Ne smete podnesti za en teden, en mesec. Tako, kot sva se prej pogovarjali, da stojiš vsak dan na eni nogi, ampak če si začela celim dnevom na eni nogi, pa končaš potem na koncu samo 6 urami, mislim, da je to zmaga. Jaz imam en tik, ali ne vem, kako bi človek temu rekel, ampak ko se sprehajam, gledam, kako drugi ljudje hodijo. V tem smislu, kako imajo postavljene noge. Iz delovne terapije mi je to ostalo, iz študija delovne terapije, in vidim, da večina ljudi ali hodijo karace, ali hodijo na X, ali imajo noge na O. Skratka, zelo, zelo, zelo redko kdaj vidiš nekoga, ki stoji trdno na tleh in ki ima stopala dejansko obrnjena naprej. Tukaj bi mogoče rekel, da vseeno malo boljš pikico v smrekco hodata, da ne čisto sam naravnost. Lahko so te stranske strukture zakrčene zaradi zadrževanja urina, potem piriformis, oziroma hruška. Zaradi zadrževanja urina? Ja. Se hruškasta mišica zakrč, posledično stisne išatičen živc, ta cuka, ker je s tem ten piriformis obrača stopala navzven, se te stranske strukture, te ilotibialne zakrčijo in ti stopala vreče v stran. In potem se trudiš navznot hoditi, pa si še notranje čisto podzavestno napenjal. Še nekaj informacij. Prvi obisk, oziroma ko ljudje imajo težave, pa ko pridejo do tebe, včasih traja par minut, pa razrešita, včasih pa 1 ura? Ja, recimo piriformis je 5 do 10 minut, pa če naredim eno stran, popravim še, ten sam piriformis, da bolečina zgine. Pa raje še malo popravim nogo, pa se splača poleči na drugi strani, tako da potem se ta čas podaljša, ampak ja, sama težava je zelo lahko rešljiva. Samo vprašanje, kakšen vpliv ima potem naprej na telo in koliko te potem to moti. Koliko terapij recimo oziroma obiskov je potrebno, da povprečijo? Pravilo, če govoriva za spodnji del, lahko se naredi, lahko se rešuje ena težava, ali se naredi recimo noge v kompletu ali pa zgornji del kompleta. In to je enkratno, razen če so kakšne malenkosti. Wow, zanimivo. Najlepša hvala, gospa Zdenka, za to, da ste zaupali svojo zgodbo. Verjamem, da ste s tem še komu pomagali oziroma ga vse upogumili, da začne reševati svoje težave, a ne? To je bil moj namen. Ja, krasno. Dober namen. Vidva se pa vidva zelo kmalu. Tako. Veselim se in tudi poročala bom, kako je bilo.
Preverite na Facebooku, če nas spremljate, takrat boste dejansko tudi videli, mogoče objavim celo kakšno fotografijo in povem, koliko je bilo, pa koliko unih efektov wow. Še kakšna informacija, pa kot smo rekli, 3x2 klepet ob kavi.si, imejte se radi, dajte skrbeti zase.